Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova sem z vami Lili Sorum, znova je z vami numerologija. Danes bomo povedali, kaj se nam vendarle obeta letos poleti. Preden poskočimo v julij in avgust in še malo septembra, pa nekaj besed o sami numerologiji. Numerologija je čudovito orodje za spoznavanje sebe, našega poslanstva, naše karme, naših lekcij in pa tudi malo bolj zabavnih stvari, kot so obdobja. Kaj je drugega datum kot cifra? Kot številka. In če pobrskamo malo po spominu, povedali smo, da 2019 je najbolj karmično leto, 2020 sem jaz rekla, da nas bo vrglo, 2021 sem rekla, da nas bo premetavalo, 2022 je bilo mojstrsko leto, obdobje ljubezni do sebe, 2023 smo v obdobju osebnostne duhovne rasti, 2024 bo čas manifestacije, doseganja ciljev, bolj bomo delali na svoji notranji moči. Ko se malo poglobimo v številke, ugotovimo, kako lepo se eno število navezuje na drugo, kako ima vsako obdobje svoj namen. Tisti, ki že imate moj vodnik, veste, kako zelo je enka tista, ki nam pokaže novo smer. Kadar smo v osebnem letu pod vplivom števila 1, govorimo o času napredka, koraka naprej, prvi korak. Ko smo v dvojkici, govorimo o povezovanju, se je vendarle logično, rodimo se in potem vse je novo, si želimo sebi najti čim več prijateljčkov in deliti svoje življenje in deliti svojo radost in ustvarjati, to potem simbolizira število 3. Torej, vsako število ima svoj namen, v svoje lekcije, ima svoje blagoslove in v letošnjem poletju ne bo prav nič drugače. Torej, junij je bil tisti čas, ko smo bili malo bolj čustveni, ki bi nas lahko spominjal na leto 2022, ko je bilo potrebno postaviti mejo. In junija sem, dragi moji, slišala od vas kar nekaj zanimivih zgodb. Veliko je bilo nepotrpežljivosti v odnosih, pa morda bi se tukaj malo popravila. Ne nepotrpežljivosti, ampak unega dovolj imam. Zaslužim si več, zaslužim si bolje, zaslužim si sebe pravzaprav. Dragi moji, dajte vi meni povedati, ali ste vi mnenja, da si vi zaslužite sebe? Ali delate na sebi? Letošnje leto nas bo namreč vedno znova potiskalo ravno v tisti smeri, v kateri mi ne bi hoteli iti. In julij ne bo nič drugačen. Julij je namenjen temu, da pogledamo, kje vse pa morda sami sebe streljamo v koleno. Julij je namenjen temu, da prevetrimo svoje miselnozorce, svojo podzavest. Kaj vse je tisto, kar se v nas notri kuha že od otroštva? Kaj vse je tisto, kar pravzaprav nima več mesta v naši notranjosti, v naši glavici, bom rekla, v našem vsakdanu? Napoved za julij je že objavljena. Pobrskajte med mojimi videi, pojdite na mojo spletno stran, preberite si še daljšo napoved. Julij je tisti čas, ko odpiramo vrata v vse tisto, v kar sicer najraje ne bi pogledali, pa ne zato, ker smo mi slabi, ampak zato, ker morda niti ni naše, niti ne vemo, kaj bi s tem počeli, niti ne vemo, zakaj nas nekaj mori. Kolikokrat vam gre nekaj na živce, pa ne veste čisto dobro zakaj, ko vam gre nekdo na jedra, po domače povedano, pa ne veste čisto dobro zakaj. Julija nam bo vse to lažje ozavestiti, zato da bi to spremenili. Poglejte, koliko sedmic je julija na vplivu. 2023 je leto 7, 7. mesec. 7. bo zelo močen dan, ko se bo nekako kazala resnica. 7.7. lahko predvidevamo, da se bo en tak velik, da se nam bo utrnil en tak velik aha trenutek, nek uvid, neko spoznanje, katerega bomo morda razumeli šele kasneje. In tukaj bi nas opozorila, naj se vam nikamor ne mudi. Letošnje leto ni namenjeno tekanju naprej, ni namenjeno čustvenim turbulencam, ni namenjeno temu, da zdaj ful nekaj zgradimo, se končno premaknemo, korona je za nami, ni več karantene, zdaj lahko potujemo, zdaj pa končno lahko. Ne. Letošnje leto ravno obratno je namenjeno temu, da se ustavimo, da se usedemo, da se pogledamo, da se poslušamo in da se v prvi vrsti sploh vprašamo, ali smo srečni, ali smo izpolnjeni, kateri odnosi so tisti, ki so doprinos v našem življenju, kateri nas črpajo, katere navade pravzaprav bi bilo dobro opustiti, preden gre zdravje k vragu, preden gredo odnosi k vragu. Preden nas še tisti ljudje, ki nas sprejemajo, kljub temu, da jim gremo pa morda mi na živce, vragu. No, ne bojo šli k vragu, šli pa bojo definitivno stran od nas. Torej, naj bo letošnje poletje čas počitka. Čas, ko boste v roke vzeli kakšno dobro knjigo za osebnostno rast. Dobro knjigo za duhovno rast. Ko boste pobrskali po sebi z ljubeznijo.
ko boste pobrskali po sebi, po svoji preteklosti, po svoji podzavesti, kot te najbolj zagnani pustolovski raziskovalec, ki je ravnokar pristal na nekem čolničku, na neobljudenem otoku in ga zdaj zanima, ali so tam dinozauri, ali so tam kakšni ljudožerci. Kajti mnogokrat, dragi moji, se resnično obnašamo točno tako. Obnašamo se, kot da je v naši podzavesti nekaj ljudožerskega, kot da nas bo pojedlo iznotraj navzven. Ampak, ljubi moji, v vaši podzavesti, v vaših mehanizmih delovanja, vse tisti temi, kot rečemo, vsemu temu delu na senci, v naši lastni senci, kot radi rečemo, ste vi. Kaj ne bi bilo fajn, če bi sebe poznali? Jaz mislim, da bi bilo to čudovito, kajti spoznali boste tudi marsikaj enkratnega. Jaz verjamem, da ko boste začeli sebe raziskovati, ne boste ozavestili samo strahove, ne boste ozavestili samo razočaranja, ne boste ozavestili samo izgube, ne boste ozavestili, v katerem trenutku vam je mama nekaj rekla, pa se vas je tako zelo dotaknilo, da si še zdaj ne upate pogledati skozi okno. Ne. Kaj, če samo prestrukturiramo in si rečemo, toliko čudovitih stvari nosim v sebi, dajmo jih poiskati. In jaz zelo trdno verjamem, da ni slabe lastnosti. Je samo slab čas za izbiro določene lastnosti. Če je julij čas, ko naj bi sebe raziskovali, ko naj bi bili bolj umirjeni, ko naj bi bili bolj posvečeni sami sebi, pa bo avgust čas, ko bomo delali na svojem egu. In pravzaprav ego je tisti, zaradi katerega včasih tiste lastnosti, ki niso najbolj prijazne, uporabljamo. In jaz sem zelo rada primer, veste, da so meni Indijanci zelo blizu, če bi oni imeli malo več ega, bi mejo postavili takrat, ko je bilo treba. Ker pa so prišleke brezpogojno sprejeli, za njih poskrbeli in se jim niso pretirano upirali, so prišleki prišli z brzostrelkami, s tanki, s topovi in smo tam, kjer smo. Torej, dragi moji, treba je znati presoditi, kdaj je impulzivnost, jeza, vse tisto, kar morda menimo, da je zelo slabo, pa dobrodošlo. In kako ravnati v tistih trenutkih, ko pa morda se ne moremo kontrolirati, ko se ne moremo več obvladati, ko nam poči film, ko imamo vsega preveč, ko smo preveč stisnjeni v kot in potem pride mimo ena muhica, ki nam pritisne na ta prav knof, na tisti gumb, ki je samo čakal, da bo eksplodiral. In potem običajno ljudje, ki so najmanj krivi, pokasirajo za vse tisto, kar se je v nas nabiralo. Avgust bo tak mesec. Avgusta bi se nam lahko po eni strani dogajalo, da bomo manifestirali zlahka, da bomo zlahka dosegali svoje cilje, da bomo bolj odločni, da bomo veliko bolj učinkoviti, da bomo bolj usekali po mizi. Po drugi strani pa seveda vedno imamo blagoslove in izzive, pa to tudi obdobje, ko se nam lahko dozdeva, da smo prepočasni, premalo sposobni in predvsem, ko bo mera polna, se bo šele pokazalo, ali znamo sebe odraslo kontrolirati, ali znamo zrelo funkcionirati, ali se znamo spoštljivo pomeniti, tudi ko smo najbolj togotni na svetu in bi samo še vrat nekomu najraje zavili in vidimo vse rdeč, kot pravijo. Torej, avgust ne bo enostaven mesec, zato si vzemimo čas meseca julija, da se resnično poglobimo vase, da prepoznamo vse tiste triggerje, vse tiste sprožilce, ki bi se nam lahko, a ne lahko, ki se nam bodo obetali v mesecu avgustu. Torej, bolj, ko boste sebe spoznali julija, bolj, ko si boste živce spočili, bolj, ko boste razbremenili, manj, ko boste razmišljali o tem, kaj vse gre lahko narobe. Saj veste, kaj pravijo, če rečete vesolju, višji sili, svojemu višjemu jazu, svoji duši, Bogu, izberite izraz, ki vam je všeč, a gre lahko še kaj narobe? Ja, pa seveda, izvoli. In na to je prišel Murphyjev zakon. Če kaj lahko narobe gre, bo narobe tudi šlo. Vesolje nam bo vedno postreglo. Življenje nam bo vedno postreglo. Življenje se z navdušenjem odziva na izziv. A lahko še kaj? Seveda. Torej, dragi moji, kaj je tisto, česar si vi želite? In ali to znate sprejeti? S tem vprašanjem se bomo ubadili meseca septembra. Če bi nam zdaj le vesolje prineslo takole na pladenjčku. Vse, česar si želimo. Takole. Ting. Ali bi to znali sprejeti? Ali bi se ti
Podzavestni vzorci, občutki krivde, manj vrednosti, ki smo jih predelali, jaz verjamem, vsaj nekaj v mesecu juliju, oglasili in bi rekli, ampak, ta ampak, a ni zoparan? A ni zoparan ta ampak? Ko se nam nekaj lepega zgodi in naš reče, kar počaki. Kaj je tisto, kar se v vas zbudi, kadar se vam zgodi nekaj lepega, prejmete kompliment, se vam nekaj posreči? Kaj je tisti negativni glasek znotraj vas, ki vam to malo pokvari? Saj imamo ga vsi, kar počakaj, kaj se ti bo pa zdaj zgodilo. No, saj to ne bo trajalo, no, saj to ni res, no, saj temu ni tako. Koliko bi bilo fajn, če bi bilo, koliko stvari si sami ustvarimo. Zakaj? Kaj mislite, zakaj naš namesto da bi rekel all the best, namesto da bi užival, gre takoj v neko obrambno pozicijo, takoj gre on brskati in preverjati podatke, kje v svetu je točno tole že šlo narobe, torej tudi tebi bo šlo narobe, kdo pa si ti, da misliš, da bo tebi uspel, kaj pa je to kaj takega, bla 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 bla. To ni nič drugega kot obrambni mehanizem. To pomeni, da nekoč v življenju ste bili razočarani, nekoč v življenju vas je nekaj potrlo, ko ste mislili, da the best, to je pa zdaj to. In veste, vsem se nam je že to kdaj zgodilo, pa še se nam bo, pa to je life. Če bi vrgli puško v koruzo, ko so bili stari 3 leta in nam ni šlo prvič zavezati čevljev, bi danes hodili kako? Bosi, v škornjih, pa japankah. Flip-flopkah, v kroksih. Kaj ni škoda, da tolikokrat vržemo puško v koruzo zaradi misli, katera, dragi moji, morda sploh ni resnična. Kaj pa, če ni res vse slabo, kar predvidevate, da bo? Kaj pa, če ni res? Ker vam nekaj povem, običajno naš ko nas nekdo pohvali, pomisli, kaj pa, če ni res? Kaj pa, če ta oseba samo prijazna? Kaj pa, če se je zlagala? Kaj pa, če ni resno mislila? Kaj pa, če si bo premislila? Kaj pa, če ni dobro pogledala? Kaj pa, če ni to, pa ono? Jaz vam povem, naš Marija mu pomagaj, to je neumorno. Kaj, če bi ga mi malo ustavili in usmerili? Kajte, vse v našem življenju je orodje, ki nam prinaša nekaj dobrega. Razum, s katerim pomislimo, preden skočimo v morje, če ne vemo iz neke visoke skale, če ne vemo, kako globoka voda je seveda fantastičen. Razum, ki nam nekako previdno svetuje, je idealen. Razum, ki je preprašen do kosti in si nečesar ne upa, pa ne več. Torej, če smo pred semaforjem, če tudi je zelena, verjamem, da vseeno malo pokukamo, ali kakšen avto ne bo ravno takrat pridivjal. Razlika pa je, če je cestišče prazno, mi pa še kar stojimo in čakamo pri zeleni luči. Koliko potrditev potrebujete, da resnično sebe postavite v svojo moč in rečete, takole sem se zdaj jaz odločila in ker sem se tako odločil, temu bo tako. Koliko vašega življenja bi dejali od 1 do 10 gradite na tak način? In poglejte, kako nas v bistvu energije pripravljajo. V 6. mesecu, kaj zame dobro? Odnosi, postavljanje mej, se pravi, izločamo tisto, kar nas ne podpira in delamo na zdravi ljubezni do sebe. V juliju zdaj izločamo tisto, kar nas znotraj sebe ne podpira. Naš naši vzorci, naši strahovi, naš občutek manj vrednosti. In avgusta krotimo ego, ki nam nagaja za to, da bomo potem septembra sprejemali dobro. Torej, ne vem, ampak jaz mislim, da letošnje poletje je fantastično, ogromno lahko naredimo na sebi in s tem spremenimo svet, v katerem živimo. S tem spremenimo okolje, s tem spremenimo celoto, tudi vesolje. Je že res, da smo tak majhen kamenček v velikem mozaiku vesolja, ampak to ne pomeni, da ste nepomemben kamenček. To ne pomeni, da so pomembni samo ljudje, kot je bila Marija Tereza, ljudje, ki dobijo Nobelovo nagrado in tako naprej. Tudi vi ste pomembni in v vašem življenju ste vi zvezda svojega življenja. Ne Leonardo DiCaprio, pa Tom Cruise, pa tako naprej. Vi. In za razliko od njih, svoj scenarij življenja pišete sami.
In za razliko od njih imate možnost odzivanja, reagiranja, spremembe in prestrukturiranja svojega življenja. Enkrat, ko ste akter v filmu, dobite scenarij in po temu se morate ravnati. Sem pa, ker lahko malo spremenite, malo improvizirate, odvisno od režiserja. Vi ste režiser svojega življenja. In leto 7, 2023, povezujemo s pisanjem. Če je katero leto izvrstno za pisanje scenarija za film, je to letošnje in jaz upam, da v filmski industriji bodo to znali izkoristiti. Enako pa si želim, da boste znali te mesece, te poletne energije, znali izkoristiti tudi vi. A je treba kdaj kaj ponoviti? Ja, pa seveda. Vse, če smo se učili angleščine, pa nemščine, pa matematike, pa vsega, česar se učimo, pravzaprav se učimo. Kar pomeni, da večkrat ponovimo. Kar pomeni, da lahko znate skuhati najboljšo govejo župo na svetu, sam pa še vedno ne bo uspela. Lahko znate zglancati avto tako, da se bolj šajna, kakor je bil nov. Pa vam tudi to ne bo vedno uspelo, bo kje še kakšna lisa se skrila. V življenju ni bistvo, da smo popolni. V življenju je bistvo, da ga v popolnosti doživimo. In če nas je preveč strah, da bi se spremenili, preveč strah, da bi šli ven iz svoje cone obdobja, preveč strah, da bi bili sploh radovedni, kaj vse je sploh možno, je moje vprašanje vsem nam. Kaj ni škoda? Kaj ne bomo tega obžalovali, enkrat, ko te možnosti ne bo več, in zagotavljam vam, da enkrat je ne bo več. Vsako obdobje v življenju je namenjeno nečemu drugemu. Se rodimo, nas negujejo, majhni dojenček si ne zna umiti zob, ne gre okopavati njive, ni samo oskrban, da se malo učeno in ponesrečeno izrazim. Potem gremo v svet, postavljamo svoje meje, uveljavljamo svojo voljo, raziskujemo, trmarimo, odraščamo. Se učimo, se prvič zaljubimo, se prvič skregamo s starši. Imamo prvič občutek, da kaj pa ta stari vejo, to je pa grozno, ne? Koliko smo mi pametni, svet je pa totalno zaostal okrog nas. Potem smo mlada odrasla oseba, ko se soočamo s prvimi odgovornostmi, ko ugotovimo, da life pa ni vedno potica. Vsako obdobje ima svoj namen. In ko bomo stari 80, 90, bodo minila tista leta, v katerih lahko življenje postavimo na glavo z še veliko energije in zagona. Torej ne čakajte, da bo prepozno. Ampak se dajte objeti, sprejeti in delati na sebi že zdaj. In jaz verjamem, da vse te moje napovedi in prispevki so včasih, ne bom rekla monotoni, ker upam, da niso, ampak bom rekla, da se malo ponavljajo. Ampak če smo čisto natančni, kaj se nam tudi življenje malo ne ponavlja v zadnjih letih, kaj nisem pa kaj občutek, kot da smo v reprizi, kot da je naše življenje postalo neke vrste nadaljevanka in mi smo v neki tej reprizi. Kam torej greste? Kaj boste izbrali? Pot, ki vas vodi k cvetju, ali pot, ki sicer ima veliko potenciala, ampak potencial je tudi veliko praznega. Poglejte, tukaj ni nič. Tukaj pa vidite, da so cvetovi. Izbirajte tisto, za kar vi veste, da je za vas dobro, zdravo, zrelo. Izbirajte tisto, kar vam prinaša notranji mir. Zato bom ob koncu rekla, kako ste kaj? Ali ste v sebi mirni? Ali ste v sebi pomirjeni sami s seboj? In veste kaj, nič hudega, če niste. In če ste, to ne pomeni, da ste se že vsega naučili, ker se še nihče ni. Torej, podajmo se v letošnje poletje in v letošnje leto z veliko mero radovednosti, kako se lahko teh vzorcev, pa unih strakcev, pa tega ega, pa teh odnosov, pa vsega, kar nas mori, lotevamo na različne načine in potem dajmo te izkušnje deliti med seboj. Jaz vam želim prečudovite poletne mesece, jaz vam želim junij, ki bo prinesel veliko ljubezni do sebe in si želim, da ga je, da jo je. Avgust, ki vam bo pomagal se postaviti na svoje noge, in september, v katerem boste resnično sprejeli. Prikličite se zdaj v misli število 9, ki na glavo obrne na šestka. To, kar smo v šestici, v juniji dajali v to košarico, se pravi vase in izločali iz okolice slabo, bo zdaj obrodilo sadove, kajti ko bomo v devetki, bomo videli, da vse to, kar smo posejali, devetka, če si jo predstavljate taka kot nekdo, ki zajema.
Če si predstavljate zdaj polje, kjer vse zajemamo, kar je. To je 9. Če smo se v 6. naučili izločiti tisto, kar za nas ni dobro, bomo v 9., torej septembra, lažje prepoznali, kaj zajeti in kaj enkrat, tudi če smo že zajeli, spustiti. Torej, dragi moji, na nek način bomo v septembru vsi pepelke. Ločevali bomo seme od plevela, ločevali bomo tiste koščke pepela, vsega tistega, kar je zgorelo, kar je preživeto, kar več ni dobro za nas. Torej, dragi moji, dajmo se ob koncu te oddaje objeti in si zaželeti sončne dneve, lepe dneve, predvsem pa veliko, veliko novih dobrih spoznanj o sebi.